Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bom govorila o tem, kako uporabljati znanje o hormonih za večjo harmonijo v odnosih. No, pa poglejmo najprej nekaj ključnih hormonov, ki so potrebni za to, da gradimo ljubeče odnose, ker verjetno poznate kakšno žensko, ki jo vsak mesec daje predmenstrualni sindrom, vsak mesec ima huda nihanja, vsak mesec se ji dogaja, da gre tako, da se njeno življenje dogaja tako, kot bi se vozila po vlaku smrti. No, če se vam to dogaja, kaže, da vaši hormoni vam želijo sporočiti, da nekaj ni v redu. Kar moramo razumeti, ne? Da hormoni povezujejo naša čustva, misli in telo. In ko pride do fizičnega odziva, tukaj so čustva tista, ki jih ne slišimo in preslišimo, in potem grejo preko hormonskega odziva. Predvsem za ženske, ko pridemo predmenopavzno obdobje, se pravi perimenopavza, pa potem menopavza, pomeni, da moramo razumeti, da ko se ne proizvaja več estrogen v našem telesu, oziroma še vedno se proizvaja, samo ne več v jajčnikih, in ko naše telo v jajčnikih ne proizvaja več progesterona, da ga je potrebno na nek način spodbuditi, zaradi tega, da smo lahko dolgotrajno vitalne, z energijo, z dobrim počutjem. In še ena stvar, kar moramo razumeti mi ženske, da če ne spodbudimo teh hormonov, bomo počasi postale stare, pa še enkrat stare. Tudi moški imajo hormone, ne, da se razumemo, in sčasoma z leti moškim tudi pada raven testosterona. Recimo zdaj, če pogledamo to knjigo, ko imajo moški hormoni žur, moškim upade raven testosterona do 50. leta za 75% v primerjavi recimo kot pri 20 letih. In to je prav, ne, pač hormoni se spreminjajo. Zdaj pa moje vprašanje je, kako mi spodbudimo hormone, da pa vseeno imamo energijo, da se dobro počutimo, da imamo vitalno energijo. Ena stvar, ali pa mogoče prva stvar, je hrana. Sploh, ko pridemo predmenstrualno ali menopavzno obdobje, ko pridemo v menopavzo in ko moški pridejo v andropavzo. Takrat, ko se neha testosteron proizvajati v modih, in ko se pri ženskah neha proizvajati estrogen, pa progesteron se nehata proizvajati v jajčnikih, takrat je potrebno, da razumemo, kako naše telo proizvede hormon DHEA. To je hormon, ki se proizvaja v našem telesu vsako noč, in sicer če jemo pravo večerjo. No, o tem sem že govorila, danes vas samo spomnim, zvečer je potrebno jesti zelenjavo, pa beljakovine, in pred spanjem vzeti 1000 mg omege 3 in 1000 mg C vitamina. To je tisto tehnično. Zdaj pa poglejmo čustveno. Obstajajo ključni dejavniki, ki povezujejo nas ženske in moški, se pravi moške, in to so ti ključni dejavniki za hormone. Recimo, ženska potrebuje oksitocin. To je hormon, ki v bistvu, po njem se počutiš, kot da bi bil malo zadet. Recimo, ko si zadet, recimo od ljubezni, a ne? Ko, recimo, če pomislite na pesem Jana Plestenjaka, v glavnem, na svet nisi jezen, ko te zadane ljubezen, vse je lepo in tako naprej. Ja, in to stanje mi lahko ohranjamo, ne glede na to, a ste na frišno zaljubljeni, a ste na staro zaljubljeni, sploh ni pomembno, gre se za to, da se zaljubite v življenje. Da pogledaš ven pa rečeš, wow, koliko je pa lepo, koliko je življenje lepo. Koliko je življenje lepo. In vsakič, ko občutimo to lepoto, to ljubezen, se v naših celicah oziroma v naši epifizi tvori hormon oksitocin. Potem je recimo hormon sreče, serotonin. Hormon sreče, serotonin, je povezan s tem občutkom zadovoljstva, z občutkom pomirjenosti, z občutkom, da je vse v redu. In komur manjka tega serotonina, no, in zdaj seveda, komur manjka serotonina, mu manjka ključne sestavine za izdelovanje serotonina, in to je aminokislina triptofan. Ko nam manjka triptofana,
spet iz moških hormonov, se počutimo depresivne, smo nespečni, imamo občutek ohromelosti, imamo nerazložljivo napetost, občutek vznemirjenosti oziroma tesnobe, povečanje občutljivosti telesa za bolečino in občutek popolne sesutosti. In tukaj nismo zreli za antidepresive, ampak je čas, da začnemo uživati živila, ki nam povečujejo raven tega triptofana in posledično serotonina. In to pomeni več jogurta, več kefirja, več jajc, več špinače, proso, ovs, rž, pršut, puran. Se pravi, vsa beljakovinska hrana vsebuje aminokislino triptofan in to je glavna sestavina za ta hormon sreče, zadovoljstva, serotonin. In če tega ne jeste, potem vzemite šejke. Če še tega ne jeste, ne vem, pa pejte na antidepresive, ker vemo, da antidepresivi pač ti vnesejo raven serotonina, ti dvignejo raven serotonina, da lažje občutiš, da je v bistvu življenje lepo, da ni tako grozno. In da se razumemo, jaz nisem proti tabletam. Hvala Bogu, da obstajajo, sploh takrat, ko se življenje zatakne, ko ne gre, ko življenje enostavno nam da klofute, ko enostavno nas šola, ko nas pelje čez težke preizkušnje. Nič ni narobe, da vzamemo takrat kakšno zdravilo, ampak vsekakor pa ne podpiram, da postanemo redne stranke in do konca življenja zobamo neke tablete in smo kot zombiji. Ker, ne vem, verjetno ste že probali kdaj kakšno tableto in veste verjetno, sploh tisti, ki ste sprobali kakšne te antidepresive, pa če sem videla ljudi, postanejo zombiji, zatečejo, postanejo utekli, voda zastaja v telesu, postanejo še bolj depresivni. Pač, to so moje opažanja. Gre se za to, da mi moramo razumeti, da je pametno razumeti hormonski ustroj našega telesa. In še en nasvet. Za vse tiste, ki imate težave z depresijo, če se želite rešiti antidepresivov, govorim iz izkušenj pri strankah, je treba dodati velike količine cinka in to 3-kratne količine cinka. In se stanje začne čudežno izboljševati. Pač probajte. No, zdaj pa pojdimo pogledati naprej hormončke. Se pravi, hormončki določajo, kako se mi odzovemo v odnosih. In ko smo nezadovoljni, recimo pojdimo pogledati en primer. Žena ni slišana. Vedno so njene potrebe na zadnjem mestu. Se mogoče ta ženska je naučila vse okrog sebe, da je bila zmerom tiho, da je potrpela, da ni izražala svojih čustev, da se je nekako zmerom strinjala in da je tlačila in ko ni več zmogla, je na koncu popenila. In če ste vi vašo družino naučili na ta način, oni dobro vejo, da dokler ne zdite, toliko časa je še v redu. Tudi jaz sem to delala, da se razumemo. Moji so točno vedeli, predvsem hčerke. Sem rekla, tokle mi še manjka in so točno vedeli. Takrat, ko sem rekla, tokle mi še manjka, takrat je bil mir. Zato, ker so vedeli, da naslednja točka je bila eksplozija. Samo pol kasneje so me pa začele hecati s tem. Pa so rekli, le mami, tokle mi manjka. Tokle mi samo še manjka. Ja, je razlog za smeh. No, v glavnem, gremo zdaj naprej na hormončke. Potem pa še eno stvar, kar moramo razumeti. Se pravi, če gremo na to, ženska ni slišana in se v njej kopiči, jeza, potlačena jeza, zmerom bolj je jezna, ker ni slišana, ker ni podprta, ker pač njene besede naletijo na gluha ušesa. In se zgodi, da v njenem telesu narašča stresni hormon. Ko v njenem telesu narašča stresni hormon, začne posegati po sladkarijah. Zaradi tega, ker stresni hormon deluje direktno na hormon inzulin, ki je pa hormon lakote. In ko začne posegati po sladkarijah, predvsem v večernem času, se zgodi, da se naenkrat začne rediti.
Ko se začne rediti, postane sama sebi neprivlačna in začne še sebe kritizirati in začne v sebe usmerjati vse te slabe besede, namesto da bi začela reševati tam, kjer je treba rešiti. Se pravi, v odnosu se ne slišim slišano. In ker se ne čutim slišano, privede to do kroničnega stresa. Kaj bom spremenila? Kot vemo, mislim, da je Einstein rekel, da težav ne moremo rešiti na enaki način, kot smo jih ustvarjali. In to pomeni, da je potrebno narediti nek plan, kaj bom naredila, da vzpostavim komunikacijo. Zadnjič sem govorila z eno gospo in tako dejansko se že spogleduje z ločitvijo. Tako dolgo se že dogaja to v njenem zakonu, da ni slišana, začela se je rediti, enostavno hodi na dogodke sama, mož je ne podpira. In sem ji rekla, verjemi mi, da je lažje zakrpati zakon, kot pa začeti znova. Ampak ta trenutek je jezna, se neka peta z možem nekam, sama. In začnita sistematsko graditi vikende, enkrat na mesec en vikend, eno noč, glede na to, da imata odrasle otroke in da sta situirana, eno noč prespita izven svojega doma. Treba iti stran od tam, kjer so nastali problemi. Če nimate te možnosti, pomeni, da en vikend, en dan v mesecu je za vaju, od zjutraj do zvečer. Ne da spotoma nekaj naredita, od zjutraj do zvečer. Sistematsko graditi odnose, verjemite mi, da je bolj enostavno, kot pa začenjati znova. Ker ko začenja človek znova, vedno gre čez čeri, kamor je nasedla barka. In te čeri niso luštne. Na teh čereh pristane cela družina. Ne pristane samo oče, pa ne pristaneta samo oče pa mama, ampak cela družina. In to je težko. Se pravi, če ni alkoholizma, če ni fizične in psihične zlorabe, v tem primeru, če samo odtujenost, se splača narediti nekaj, da potegneta v isto smer. No, zdaj pa pojdimo pogledati naslednje hormone, ki vlečejo v isto smer. In te hormoni se tvorijo takrat, ko se crklamo. Zdaj, to pomeni razvajanje. In sploh v paru, moški, ki je tako pocrklan, dotik, čohanje, tudi spolnost, se mu tvori en ključen hormon, ki se imenuje vazopresin. In ta hormon je povezan s tem, da moški, ki imajo ta hormon, so zvesti. Oni ne gledajo čez plot, če je tam kaj božga, ne opazujejo sosedove trave, če je bolj zelena, ampak so dejansko zvesti. No, do tega hormona so prišli preko raziskav, ko so opazovali oziroma ne raziskovali prerijske podgane, ki so se veselo parile, so bile nezveste, in gorske podgane v Ameriki. In so prišli do zaključka, da te gorske podgane s tem, ko se čohajo, ko se ljubkujejo, vzpostavljajo hormon vazopresin in ta hormon povzroča, da so zvesti v paru do konca življenja. Medtem ko prerijske podgane tega hormona sploh nimajo in veselo skačejo sem pa tja. In potem so to delali tudi pri ljudeh raziskave in so prišli do zaključka, da kdor ima ta hormon v sebi, predvsem moški, vazopresin, je zvest. Zdaj pa ženske, kako vi stimulirate vašemu moškemu ta hormon? A veste kako? Ljubkovanje. Sigurno ne s tem, spet nisi naredil, s tabo ni nič, kdo bo tebe čakal? Ne. Ta hormon se vzpostavi samo takrat, ko vašega moškega crklate. Čohat, objemat, pogovarjati, besede pohvale. No, zdaj smo že pri jezikih ljubezni. Veste, da obstaja 5 jezikov ljubezni in tisti, ki še niste prebrali knjigo, toplo priporočam 5 jezikov ljubezni. V glavnem 5 jezikov ljubezni govori o tem, da vsak od nas ima neko prioriteto, kar mu
ali pa nek jezik bolj izražen. Se pravi, vsak od nas se počuti bolj ljubljenega, takrat, ko je recimo slišan, besede posvečen čas in pogovor, je recimo za mnoge od nas zelo pomemben jezik ljubezni. Nekdo drug ima jezik ljubezni dotik, ne rabi ta čohanje, dotike, božanje. Nekdo drug ima jezik ljubezni usluge. Mi narediš uslugo, mi pripolniš vejo, mi narediš eno malenkost, poskrbiš, me nahraniš in tako naprej. To so usluge. Potem naslednji jezik ljubezni so darila, recimo prinese rože, prinese eno malenkost, podari nekaj in pač nekateri imajo ta jezik ljubezni. In potem še en jezik ljubezni so pa besede potrditve, se pravi pa pomeni, da iščeš dobre lastnosti pri ljudeh, sploh pri partnerju. In načeloma imamo mi vsi nekaj od tega, imamo potrebo, ker če te nekdo neprestano kritizira, sigurno to ne more biti jezik ljubezni. Kdor ima recimo potrebo potem, ali pa jezik ljubezni je prvi dotik, on rab dotike, božanje, tudi spolnost. In če tega ni, on enostavno občuti, ali pa ona občuti, kot da ni ljubljena. Recimo tisti, ki govorimo jezik ljubezni, pogovor in posvečen čas, rabimo se pogovarjati, rabimo govoriti in to je v redu. No in ko preko tega jezika ljubezni smo slišani, imamo občutek ljubljenosti, se v našem telesu, zdaj pa poslušajte, pri moških tvori še več tega vazopresina, se pravi, so še bolj zvesti, pri nas ženskah se pa tvori hormon dopamin. Dopamin je pa hormon zadetosti, dobesedno, zadeti od ljubezni. In to pomeni, da če imamo mi znanje, zdaj sem navrgla različne stvari, ampak če imamo znanje o tem, pomeni, da razumemo, da hormoni se tvorijo z dejanji. Ja, ok, s hrano nekaj, ampak z dejanji. Zdaj pa dajmo pogledati za vas ženske, ki vam hormoni grejo gor pa dol, vsak mesečni cikl vas življenje povozi, na začetku cikla ste mogoče preveč vznesene. Kaj je potrebno delati, da sta te dva hormona, sploh estrogen pa progesteron, čim bolj v ravnovesju? Dajmo pogledati spet iz moških hormonov, da če boste vzeli v roke, to je na strani 324. Se pravi, estrogen se pri ženskah poveča vsakič, ko se objemamo, ko govorimo o težavah, o odnosih, ko smo v timskem delu, ko dobimo komplimente strani moških, ko občutimo varnost, ko molimo, ko izražamo hvaležnost, ko je karkoli romantičnega, gledamo sončen zahod, sončen vzhod, ko prejemamo rože, ko sprejmemo opravičilo, ko nas nekdo potolaži, takrat se nam tvori estrogen. Estrogen je ženski hormon. Estrogen je hormon, ki nas ženske dela lepše in bolj ženstvene. In zdaj pomeni, da zdaj si rečeš, ja, ampak jaz nimam partnerja, kako naj se mi ta hormon tvori, če ne zganjam romantike s partnerjem, če ne dobivam rož. Ja, pač sama si jih kupi. Preprosto, zato ker se imaš rada. Če nimam partnerja, ne morem uživati ob romantičnem zahodu. Halo, sonce vsako noč vzide, vsako jutro vzide. Pač romantika je že to, da sediš in to opazuješ. In si romantična sama s sabo. No, druga zadeva, s čimer lahko še aktiviramo estrogen, je skrb za družino, za otroke, za domače ljubljenčke, crkljanje domačih ljubljenčkov, pa potem urejanje, striženje las, pa barvanje las, pa nošenje lepih čevljev, lepih oblačil, predvsem vse, kar deluje na to, da se mi ženske počutimo bolj ženstvene. Daš gore šal, se oblečeš v nekaj, kar ti je všeč. Tukaj ne govorim, da greš plen trgovino, da rečeš, joj, nimam nič za obleči, moram iti v trgovino. Ne, to je brez veze. Ta nimam nič za obleči je povezan z nekim pomanjkanjem.
Gre se za to, da to, kar imaš, tisto, v čemer se počutiš ženstveno, lepo, daš na sebe. Mogoče kakšen nakit, kakšno zapestnico, ne vem, karkoli. Nekaj, kar tebi povzroča, da se počutiš bolj žensko. No in pa drugi del cikla, ko je pa progesteron, se pravi, kako mi ženske progesteron lahko aktiviramo. Gremo na zvočno kopel, recimo v Terme Olimlja, tam je Mateja Bobek in uživate v zvočni kopeli. Takrat, ko plešate, ko poslušate glasbo, takrat, ko kuhate in preizkušate nov recept, če si vzamete čas za knjigo, ki jo resnično želite prebrati, ali pa recimo takrat, ko kuhate za družino, ko greste na pevski zbor in tam pojete, ko se ukvarjate s športom ali pa greste na sprehod z drugimi ljudmi in živahno klepetate. V glavnem, če preživljate kvaliteten čas z enim od staršev in ni da poslušate jamranje, ampak delate nekaj skupaj, o čemer oba dva uživata, ali pa greste na koncert. Vse to spodbudi delovanje progesterona. In v vsakem primeru, če mi razumemo zdaj te ključne hormone, ki so potrebni za to, da se mi ženske dobro počutimo, a zdaj gremo še majhno na moške hormone. Kaj pa moški, da se počutijo bolj možate? Veste, bolj božansko. No, veste, kaj pa za moške pomembno? Moški, da tvorijo testosteron, je pa potrebno, da grejo v moško družbo, tudi če popijajo kakšen pir, pa imajo kakšno, mogoče za nas ženske, kakšno bedasto moško debato, pač moško debato, koliko cilindrov ima nekaj, koliko pospeška ima nekaj, pač to moškim dviga testosteron. A ni to dobro? Pač ne gre. Naslednja zadeva, da preštiha vrt, da dela moška opravila, da nekaj popravi, da nekaj zamenja, da naredi nekaj moškega. Ne vem, včasih so moški, da se spomnim, klepali koso, kosili, orali, pa še kaj, ne? Danes je vedno manj teh del, mnogi moški samo sedijo v službi in predvsem to sedenje ubija njihov moški hormon testosteron. In če želi moški proizvesti testosteron, ja, tudi fitness, gre v fitness, dela naporne vaje za mišično moč in s tem aktivira testosteron, to moško energijo. No, v vsakem primeru, pomembno je, da razumemo, da naše telo je pač na večjih nivojih. In če mi razumemo, da če pač hormoni vplivajo na povezovanje v partnerskem odnosu, hormoni vplivajo na to, kako odreagiramo v družini. In če vi želite, da so ljudje okrog vas bolj srečni, sami naredite nekaj za svoje hormonsko stanje. No, zdaj smo pa še pri eni zadevi. Naslednja pa je, poglobi se v svoja čustva, ozavesti, ki so tvoje bolečine. Zakaj te tako jezi, če nisi slišana? Zato, ker imaš lahko kodo iz nekega drugega življenja in v tem drugem življenju je bilo tako naporno, tako boleče, da zdaj, ko samo prideš do pikice tega, odreagiraš, ker nekoč je to že preveč bolelo in tja ne želiš več. Ampak okej, to je tema za naslednji video, tako da uživajte, bomo šli še pogledati čustveno čiščenje in hormonsko ravnovesje. Tako da uživajte in predvsem, glejte, hormonsko stanje je zanimivo, ker kaže stanje v našem telesu. In če se redite, če ste kar naprej jezni, če odreagirate pač z jezo, je čas, da se majčkeno poglobite v sebe in začnete z zdravimi obroki na 3 ure, približno 2 uri pa pol do 3 ure, zvečer zelenjava in beljakovine, poleg tega omega-3 in C vitamin, naslednja stvar pa delati stvari, ki povečujejo hormonsko ravnovesje. Naslednji video pa bomo govorili o tem, kako poskrbeti za čustveno stabilnost. Tako da uživajte in vse dobro vam želim.